gospod Metod Pelec. Ampak pa, vidite še eno, ne? To je Havo predlagal, da se usedemo, očitno sluti, da bo dolg pogovor. Res je. Jaz bi najprej dovolil publiki, če ima kdo kakšno vprašanje, da kar takoj z vami začnemo. Kar? Ja. Evo, Metod, izvoli. Ja, je tudi danes tako, da v bistvu so stvari takšne, da je treba vse urediti s pogodbami, da je tako prav, da se ne kakorkoli potem tudi filmu zateknilo. Tako da pa ne sem za to. Tle sem se odločil, da delavce plačamo tako, kot je prav. Z mladinskim domom Jaša smo pa imeli dogovor, da plačamo Gardaland. Kakšno že da ni bilo vprašanje, koliko smo plačali. Glede na to, da smo že malo gorenski. V osnovi produkcijskih stroškov slovenskega filma, ki so že itak mehni. Ja, vidite. Točno tako. Še kakšno vprašanje? Ok, potem pa bom kar jaz nadaljeval, ampak bom kar z metodom. Mislim, malo bom zanemaril na začetku, ampak se mi zdi, da je v redu, ker mi je ves čas bilo nekako v mislih to, da si šel nekaj iskati v ta dom, potem pa odkril v bistvu veliko več. Ja, se je ponovadi tako. Greš nekam, pa pol tam nekaj drugega. Se mi zdi bistveno sploh pri dokumentarnih filmih, da nimaš fiksnih predstav, da se jih potem ne držiš, da nisi tok in da se pač potem prilagodiš, kar je ta fleksibilnost, ki je zelo pomembna. Zato, ker pri dokumentarnem filmu, sploh pri takem tipu dokumentarnega filma, kot je to, ki je na nek način tak tip observacijskega dokumentarnega filma, ki torej ni nastal po nekem naprej napisanem scenariju, kot se tudi včasih zgodijo, ker smo tudi že take delali, no, takrat je treba pač odprt. Tebe na začetku, pravzaprav, ko si hodil okoli doma, niso niti spustili noter in si dejansko, ne vem, če veste, ampak kaže povedati, en zelo so pripisan način prišel noter, ne, dejansko tako, da si najel sobo. Ja, je bilo marsikaj preprisanega, že prej. Namreč jaz stanujem v sosednji ulici, no, tako jaz sem prepričan, da so pač zgodbe v resnici bolj blizu nas, kot se nam zdi. Ker ljudje živimo predvsej tako, da neke svoje občutljive stvari skrivamo. V resnici je zgodb dosti več, kot se zdi na prvi pogled. In tlej se je tudi tako zdelo, to je pač nekoč bil en samski dom. Včasih, ko sem hodil mimo, se je slišala glasba. Petje, neko veselje, pa tako naprej. V zadnjih letih pa ni bilo ničesar veselega, samo ta okna so nekako ogolela, ni bilo več zaves, samo še plastične vrečke, vrvice z nogavicami, gole žarnice, brez lestencev. Vse je tako nekako pustelo seveda v tistih nadstropjih, kjer živijo delavci, ker je treba videti, da ta dom, ta stavba je zdaj pravzaprav tak simbol slovenske privatizacije, ker je bila nekoč enotna arhitektura za gradbene delavce. Na koncu ulice so imeli menzo, na koncu ulice Vile Premerc so imeli menzo, tle so stanovali. To, ker je bila taka enotna arhitektura, pa danes 19 lastnikov, pa 3 vhode in nekih 200 podnajemnikov. To točno kaže, kako se je to razdrlo in razgrabilo. Ker če je bil prej enoten lastnik, pionir, potem za njim kupi to Vegrad, potem pa najprej eno nadstropje en direktor Vegrada kupi, drugo nadstropje drug direktor Vegrada kupi, naseli nastavi delavce, dodaje Pograd, prodaja uslugo nazaj Vegradom in tako se pač stvari privatizirajo, tako se služi. In seveda, medtem ko so nekateri bogateli, je pa to življenje za temi okni zelo
osiromašilo, pa zdaj se šlo zelo daleč od vprašanja. Vprašanje je bilo potem, no skratka, jaz sem zelo tudi to zgodbo, ker sem zelo dolgo mimo hodil leta, desetletje ali 2 desetletji, v zadnjih 15 let, ko smo imeli psa, pa to bolj pogosto, ker ga bo treba, to ga bo najlepše sprehajati od stran proge. In tako da sem se nekega dne pač odločil, tle not mora biti pač film, to je sigurno, ker me je tako vznemirjali potem, ker pač nisem niti vedel, kako se tega lotiti, sem se lotil zelo tako človeško. Vstopil sem v ta dom, vprašal prvega, ko sem ga srečal, je tle kakšen šef, je tle kakšen hišnik, pa sem mi povedal, da je v kleti en hišnik, da sem ga šel poiskat, imel sem sabo fotoaparat, ko je ta hišnik zagledal fotoaparat, me je fizično prijel. Kaj, ne, ki ima pa kakšno dovoljenje in če bi se mu uprl, bi se tepla, pa se nisem uprl, sem mu pač pustil, da me vleče, ko mačka takole. Vrgo meni in rekel, da ne pač dobim dovoljenje. Jaz sem pa poklical Vegrad v stečaju, kjer sem mi povedal, da moram pač govoriti z stečajno upraviteljico. Sem poklical stečajno upraviteljico, sva nekajkrat govorila, je rekla, vam bomo mi to uredila, ne, da bi lahko tam snemali. Bom jaz poklical. Sem rekel, koga boste pa poklicali? Je rekla, ja, hišnika, ne. Sem rekel, ne ga klicati. Je rekla, on vam bo vse zrihtal, delavce, pa tako. Sem rekel, ne, dajte to meni prepustiti. Ne. Naslednjič, ko sem se slišala, je rekla, ja, ti delavci so izrazili, da jih to sploh ne zanima. Sem rekel, dajte to meni pustiti, te delavce, ne, nič to, ne rab nobene pomoči, vi meni dajte samo dovoljenje, nič drugega ne prosim. Ne, in potem dajte bi to nekaj napisati, sem to nekaj napisal in seveda dobil odgovor, držav ne morajo in tako naprej, nekaj zelo lepo spakiranega, praznega nič. Potem nisem vedel, kako sploh, če bom prišel, se pravi, hišnik me odganja, potem sem pa se spomnil, da pravzaprav mogoče imajo pa kakšno prazno sobo. In če imajo prazno sobo, mi jo morajo dati, zaradi tega, ker stečajna upraviteljica za pač more vesti gospodarno in sem zaprosil za sobo in so mi dali sobo. In potem je ta isti hišnik dal ključ gor. Je rekel, jutri te bom prijavil na policijo. Namreč, pa sem bil prijavljen tam, je šel pošta tja prihajala nekatera, tako, ker je bilo kar malo problem. Durst me je tako je našel tam, jaz me nisem vedel, da sem me tam našel. In sem pol čez par mesecev opomine pobiral za neškatle, ker tam vsa pošta je neškatle. In tako, ja, tako sem not prelezel. Pa, ker sem imel not sobo, pa ni bil problem, pa sem pa navezal stike, smo se fajn pogovarjali in sem bil vsak dan tam, bilo super. Tako kot bi hodil v službo na nek način, ne? Ja. Prvič v življenju si hodil v službo, pa film snimal, ne? Ja. Tako rekoč, ker vedno to je poseben proces, tukaj je super služba, ne se ni bilo treba štampljati. Res je. Tukaj je ena taka dosti izjema, da si v bistvu in kameraman bil in snemal zvok in vse, in tak zelo dober razlog je za to. Jaz se spomnim, ko smo tukaj predstavljali tvoj prvi dokumentarni film Aleksandrinke, si nam pripovedoval, kako težko je bilo priti dejansko do tistih pravih resnic, tistih gospej takrat, ki si jih intervjuval. Tokrat menda tudi ni bilo prav dosti drugače, ne? Ramo si dosti časa v bistvu in ugotovil, da z neko filmsko ekipo verjetno tukaj ne boš veliko dosegel. Ja, takrat pri Aleksandrinkah so bile pretežno stare gospe, pa so vse rekli, kaj boš meni sliko, jaz sem stara pa grda, ne? Ampak seveda vse so imeli zgodbe, pa tako, pa smo tudi prišli skupaj tukaj, pa tudi ti delavci so se nekaj časa pač kopirali, pa kaj boš z mano, jaz nisem nič posebnega, jaz sem dolgočasen, jaz sem brez veze, tako ne. Ampak potem počas, ko so pa dojeli, da je pa mogoče v tem, da je to smiselno, potem pa smo to že premagali. Pri mladih je pa obratno, oni so bili pa tako na začetku navdušeni, pa se pa mogoče kdo tudi malo vse premislil ali pa recimo, ker s filmom je vedno tako, da na prvi pogled se zdi to nekaj privlačnega, potem pa se izkaže, da je to malo drugačno, malo bolj zahtevno. Takrat pa vsak malo spremeni odnos, ali ga vzljubi, ali pa zavrne, tako da na koncu se mi zdi, da se je vse nekako v redu šlo, kar se tiče odnosa z ljudmi. Ampak pri tem odnosu z ljudmi je, to so zdaj dosti pogovarjali, da pač
ključno je seveda vedno zaupanje, ne? Ker marsikdaj, jaz sem v življenju veliko ljudi srečal, ki so že zaupali komu, ne? Pa so njihove zgodbe na nek način zlorabljene, ne? Vzete iz konteksta ali kakorkoli, ne? To danes mediji so zelo brezobzirni, kar se tega tiče. Kaj pa oni rabijo nekaj udarnih besed, kakšno solzo, hitro to prodati, a ne, jutri pa druge, ne, zgodbe. In to je neko štancanje medijsko, ki ljudi pravzaprav zlorablja ali pa saj uporablja, ne, na način. Tako da, ko so večinoma ljudje začutili, da nimam namena česa takega početi, ampak da bo vse v nekem kontekstu, pa lepo lažje. Sam takrat si bil tam v enem takem trenutku, ko dejansko se je veliko govorilo o tej tematiki, potem pa se zelo hitro ni več govorilo in je bila kar na nek način pozabljena, ne? A misliš, da je zdaj dokumentarc v tem času, ko je recimo ta tematika že skoraj nekako zbrisana iz medijev, praktično in ne posvečajo več pozornosti na takem malo bolj razširjenem nivoju, ključno, da je ta dokumentarc zunaj? To je najbolj žalostna stvar, zato ker ta tematika sploh ni ničemer menila, se ni nič spremenilo, samo še kaj se je poslabšal. Gre zdaj o to, o čem govorijo, v bistvu samo to, da so se mediji naveličali. Mediji se nažrajo, se nafotrajo z eno temo in ko se naveličajo, pač iščejo svežo kri, ne? Iščejo neke nove zgodbe. In to so mediji, kot sem nekaj napisal, ko Šeherezada, ne? Vsak dan morajo povedati eno zgodbo. In to, če se le da novo, pa izmišljeno, pa neizmišljeno, to zdaj ni tudi bistveno, ne, mora biti čim bolj senzacionalna in tako iz dneva v dan živijo, ne, in še med seboj tekmujejo, da bi pač preživeli, tako kot uboga Šeherezada. In vse problemi. Oni so se tega preprosto naveličali. Tam se ni čisto nič spremenilo. Kvečemu je vse tonilo. Od takrat, ne, recimo, ko so zapirali Hildo Tovšak, pa to zdaj, se ni spremenila niti delovna zakonodaja, niti nadzor, nič se ni izboljšalo. Samo deloma so se ljudje utrudili, deloma pa seveda tudi medijev to več ne zanima. V resnici gre to vse naprej, še naprej veselo in zelo veliko govorimo o fleksibilnem trgu delovne sile, ker je skomaj še slišno to, ker so bili nekoč ljudje, osebe, delavci, ne? A vendarle je bilo to vedno imenovano osebno, če rečeš delavec je osebno, če rečeš trg delovne sile je človek postal samo še sila, ampak sila je v fiziki nekaj zelo brezosebnega, ne? To je fizika, to ni to, to niso ljudje. Tako da nič mislim, vse je aktualno. Jaz sem se tudi na začetku bal, da to se bo vse postaralo, predno ne skončal, ampak v resnici ni več. Kriza je nekaj permanentnega, to so si izmislili nekateri, zato da bi lahko služili z njim. Če še kakšno vprašanje, kar na plano? Če ne pa jaz itak, evo, se skazali, govori preveč. Če ni vprašanje, bi jaz še kar na tvoje desno, ko si rekel, da pri mladih ni bilo tega problema, pa bi kaj vprašal, kako je bilo, kakor naenkrat pride metod s kamero v sobo in hoče, da nekaj poveš. Ja, prvo je bilo tako, neprijetno, nekaj čist novega, oziroma ne spomnim se, no, mogoče res na začetku je film zvenel, wow, ful dober, ampak pol iskreno mi je šel na živce, ja. Zakaj moram jaz zdaj pred kamero pucati, zakaj moram nekaj govoriti, zakaj na sestanku je, čakali smo, ne vem, pol ure na sestank, da so one luči postavili in vse. Tako, ampak pol sem v bistvu videla, da je to ena velika stvar, da sem del enega ful velikega, tako da je bilo dober. Ti bi se ful ni bilo problem vsega vrti na koncu, si predstavljal, ne? Ker dejansko med vsemi nastopajočimi je tako, posebej pri teh dijakinjah, čutiti ogromne ene iskrenosti, ne? Ker recimo, če so gospodje zelo tako malo skeptični, zgrenjeni, pa kljub temu, da ste imeli ful problemov, da ste tam zaradi takšnih in drugačnih stvari, ampak se je vedno čutil en tak optimizem, se mi zdi. Ampak prav, ali sem motil? Ja, je bilo. Bili smo taka ekipa mladih, da, ne vem, mislim, da drugega s to energijo, te punce ima ful energije in mislim, da je to vse držalo po koncu. Ti si šel v domu? Ne.
Končala srednjo šolo? Ja, končala za srednjo šolo, zdaj sem pa doma. Trenutno se še iščem. Odlično. Upam, da se čim prej najdeš in da je uspešno. Ok, Habo, še tebe kot Domžalčana bi vprašal. Jaz nisem vedel, da boš nastopil v tem filmu. Nisem bil blazno presenečen, ko sem videl, da si noter. Pa bi te samo povprašal, kakšna je bila tvoja vloga. Kaj si delal tam v domu, še vedno delaš? Moja vloga je bila, da sem bil plešast, pa da sem moraliziral, se videl. Ja, to itak, mislim, to kot, mislim, kaj veš, vsi starši imamo te, Ne, mislim, najna vloga ne zrud na nek način, nas je tam kako ne rečem, v skupini, nas je 4 vzgojitelji, pa v gospodinja ste tudi videli malo, da zvučali, mi trije smo na nek način bili neka ta pozicija vzgojiteljev. Kakšna je bila naša vloga? Naprej mogoče malo zadrege, tako kot si prej rekel, naši dijaki ali dijakinje prihajajo k nam z različnimi razlogi. Pa sem pa rekel, pa zdaj to bo zdaj na platnu, pa zdaj to je en dokumentar, zdaj to me to odpel, to smo slišali. Pa je me to odpršil, pa smo mi pa tako, kaj smo naredili z našimi otroki, če rečemo ja, Tako da je bila naša vloga na začetku zelo taka, mi smo bili doropaneri na nek način, zato, ko moramo integriteto ščititi, ampak moram reči, da če kdo integriteto v tem filmu ščiti, mislim, da na to 100. Če lahko direkt to povem. Je pa moja vloga ali pa naša vloga vzgojitelja bila predvsem mogoče, da to neko vezno tkivo, Da so zdi dijakinje, ki so se pojavile. Mi smo na nek način rekli, da Metod pride, kar se tiče cele ekipe, Metod pride, pa bo povedal, Metod je pa rekel, jaz snemam nek dokumentarc, vi ste del hiše. Pa smo pa ta zadnja stvar naša, da to smo mogoče skupaj gledali, pa ta surov izdelk, ki je bil že v štartu zelo korekten, mislim, da smo eno besedo spremenili, kako bilo pa na koncu. Tako, ja, kakšne stvari, ampak je mogoče bilo treba vsem paziti zaradi cele situacije. Ja, ampak ti si tam dejansko vzgojitelj, še vedno delaš. Ja, jaz sem pa še zmer tam, In kakšen je dom zdaj? Na koncu sicer, to sem šparil za konc, ampak na koncu pač povejo, da so prodali, zdaj ne vemo, so prodali cel dom ali samo tisto nadstropje, ampak je nek občutek, da se neka stvar končuje tam. Se pravi, ta skupina, koliko si še vedno tam bivanska, dijaški dom, kaj pa se je zgodilo v bistvu z delavci? Ja, najprej bi povedal to, kar Habo ni. Jaz mislim, da ta kokos, jaz to več čas govorim, jaz sem fasciniran na tem, kako je to nekaj dobro delujočega. In pa še toliko bolj sem bil presenečen tudi malo, da ta država vendarle še plača nekaj tako malček po mojim pojmih nadstandardnega, tako da tako kot oni delajo te skupine, to se mi zdi prav fajn. Če bi jaz bil mlad, pa če bi imel probleme, tako bi šel k njim. Tako da sem skozi en zelo prijetni občutek in ta drugo stvar, ki bo še rekel na to temo, mene so te punce ful navdušile. Tako prav res, tako se mi zdi, tako redko srečaš neke mlade ljudi, ki so pri teh letih, res rostnih letih, že toliko stvari v življenju preboleli, premislili in je seveda to lahko izhodišče za eno zelo kvalitetno življenje, pa nadaljevanje. Tako da sem tudi potem začel sanjati o tem, da bi morda z njimi posnemal en igrami film, da bi pač napisal zgodbo, ki bi bila na nek način en tak fiktivni povzetek vsega, kar večina teh mladih doživlja, pa da bi potem naredilo zasedbo s temi puncami in fanti, ki so res fajn. Ker bi to sigurno bilo malo eksperimentalno, ampak dobro. V domu je pa seveda zdaj tako, kot sem rekel, mogoče v eni verziji se da ogromno podatkov, kjer se je tudi to povedal, kaj je v kakšnem nadstopju in tako naprej. Sam sem moral to omakniti, ker sem pri testni publiki ugotovil, da ne zmorejo sprocesirati toliko informacij. Ker je hkrati tudi toliko nekih čustvenih situacij, ki človeka toliko zapeljajo, da potem ne posluša in ne more ne sprejemati nekih na tem informativnem nivoju. Na informativnem nivoju pa tako, da pač v 4. nadstropju je lastnik en direktor celega nadstropja, v 3. je drug direktor, zdaj ne bom imen uporabljal, v 2. nadstropju je bil lastnik Vegrad,
razen 2 sob, 3 sob, ki so bile že sprivatizirane, pritličje je v celoti bilo že prej sprivatizirano, v klet je bila pa tudi Vegradova. Torej, ko je prišlo do te dražbe, so prodali drugo nadstropje in klet. In jaz sem bil na tej dražbi, ki je bila zelo zanimiva, spet mi seveda niso dovolili snemati, ampak je bila zanimiva, ker so se za ta dom pogajali eni taki gradbeni barončki in potem sta bila še en gospod, ena gospa, ki sta bila zelo urejena in sta imela zelo jasna navodila, ker sta zelo hitro vedno odgovorila in sta vedno dvignila za tistega tisočaka, tak, mrtvo hladno, potem so oni obnemeli očitno ta damata en čist jasen befel in eno mejo in so odstopili vsi in pa se je skazalo, da je to mestna občina Ljubljana, stanovanjski sklad. In da seveda tle župan dal čist jasna navodila, kje je meja in oni so šli pač do meje, očitno so ti se ustavili toliko prej, da je mol to zelo poceni kupil, tako da jaz se podračuvam, da jih je prišel 200 € kvadratni meter, super. To bodo pripravili, ampak fajn pri tem je bilo to zaradi tega, ker če bi kdorkoli drug od tam navzočih to kupil, bi jih gladko ven vrgel, zaradi tega, ker pogodba potem podpisana je bila oseb in predmetov prazno. Zato so tudi to, kar na koncu beremo, pač je Vegrad s tem zadnjim pismom ljudi upozoril, da so na cesti, da pač jih bo naslednji lastnik vrgel na cesto, lahko jih bo. No, ampak potem smo šli skupaj do gospoda Jankoviča na sestanek, je obrnil 2 telefona in rekel, pojďte domov, to je v redu, to je zmenili. In tako to gre. In so šli domov in so dobili šele čez pol leta, to je res, pogodbe in zdaj imajo pogodbe za tako najemnino, ki je res sprejemljiva. Minimalno najemnino. Preselili so jih res vse v klet, ampak so jim v kleti prenovili sobe, so jim kupili pralni stroj, štedilnik, malo kuhnico naredili, pač tako dali neke te laminate po tleh in tako. Ampak so zelo zadovoljni zdaj, zato ker plačujejo za posla 20 €. Prej so pa 75 za svoje posla. To je meni presenetljivo, kot če veš cene študentskih sob po Ljubljani so v bistvu tam nekje, oni so plačevali ogromno v bistvu za tisto, kar so dobili. Ja, ogromno, ampak problem je v tem, to se v Sloveniji zelo na veliko izkorišča, pa tudi sem imel to v filmu, pa sem tudi moral vrniti. Vi lahko, če ste vsi ti fantje so tujci, s stalnim prebivališčem v Sloveniji. Vse njihove pravice izhajajo ravno iz tega stalnega prebivališča. To je nekaj, česar ne smejo zgubiti in potem imaš ti tudi možnost, da neki od njih, ti, ki so toliko starejši, pa oni Vegradovi šefi v 3. in 4. nadstropju imajo tudi opcijo, da ti ponudi samo stalno prebivališče, brez posle, stane 300 do 500 €. Torej plačaš, ne da bi imel karkoli, samo prijavnici, v Sloveniji in ohranjaš svoje pravice. To se tudi ponuja, to obstane članarina za Republiko Slovenijo. To je sicer nezakonito, ampak kdo bo koga to ulovil. Tako da oni so zelo prisiljeni pravzaprav to imeti in takrat je tako, stane kolikor stane, ampak preprosto si ne morajo privoščiti, da ne bi imeli tega stalnega prebivališča. Pa tudi seveda ti delavci se težko zmenijo, da bi se tako kot študentje združili pa nekaj najeli, pa tudi težje bi dobili, ker pejte, če bo en Slovencev dal sobo, bo vedno iskal 3 študente, ker ve, da bojo šli čez 1 leto ali pa še prej, če bojo falirali. Medtem, ki za te pa nekako bi težje kdo sprejel 4 poslancev hišo. Čeprav so zelo okol, zelo čisti, zelo v redu. Službe imajo zdaj? A delajo? Se najdejo delajo? Zelo različno od teh, ki nastopajo v filmu, je trenutno tako. Eden je v Nemčiji, za 2 ne vem, kje sta, ker kliče njihovo bosansko, slovensko, avstrijsko in nemško številko, pa se mi ne javita, verjetno sta v Luksemburgu ali pa kje druge. Eden je med tem izgubil oko in je invalid, eden je dočakal penzijo, tudi invalidsko. Drugi so pa več ali manj na teh vicah.
To so te vice, ki se v njih ujamejo, to so ljudje, ki so stari to kot jaz, imajo 35 let delovne dobe in jim se pravi manjka teh nekih 5 let ali pa še manj, ne, ker je pol po zakonu, če bi ujel, če bi še 1 leto, ki je stisnil kakšno službo, bi pol še prišli do pravice tistih 25 mesecev nadomestila in potem stisnili do upokojitve. Ampak ker tega ne dosežejo, ker so prej izgubili službo, so zdaj pač več ali manj na zavodu in na socialni podpori. Problem te socialne podpore je pač ta, da oni imajo tudi družine, ne, in žene, ki niso v službi, ne, ker so pač doma skrbeli za dom, ker so oni bili ves čas doma. In zdaj s tistimi 250 evri pač se nekako preživljajo, ne, malo tenka. Kakšno vprašanje, kar pogumno? Doskrat so me spraševali, zakaj ne grejo domov, ne? Zakaj zdaj visijo tle v tem domu, v teh luknjah, ne? Ampak v resnici so zelo različni razlogi. Prvi razlog je ta, da so tle zavarjeni. Pol je banalno. Drugi razlog je ta, da je avtobusna karta v Bosno 50 evrov pa nazaj povratna. Pri 250 evrih je to pač za vprašanje. Pol je to, da tle morajo biti, če so na zavodu, ker se morajo javljati tam na zavod in morajo biti pač na voljo. In pa tako tle pinglajo zaradi tega, pa je pa še en skrit razlog, ki je pa ta, da marsikdo od njih se je tako odtujil doma. Vsem tem gastarbeiterskem času, tako da smo že v času občutili, da so oni tudi ene Aleksandrinke, ne, v tem smislu. Enostavno jim je že težko iti domov, oziroma ko grejo domov, si želijo nazaj, pa če tudi imajo tle sam eno smrdljivo poslo, včasih samo tudi ta občutek, da enostavno so se tudi od svojih družin do te mere odtujili, ne. Vse je tako, kot tukaj govorijo, ful imajo radi Bosno in tako naprej. V resnici so pa tudi ljudje, ki so bili enkrat življenja v Sarajevu. Poznajo pa Slovenijo, da se tle počutijo Slovence, pa spet paradoks slovensko, pa komaj znajo, kaj so to, ki bi skosno gradbišču, kot on pravi, kaj ti rabiš delovno obleko pa pižamo, ne, kje so pa slovensko naučili, na gradbišču so bili pa 99% Bosanci, ne. Pa še kadar so šli ven, vsaj nekoč, ko Jugoslavija, vse smo vsi z njimi govorili pač njihovo jezika, ne, so to tako, ne. In se pa še, zapravo, se tukaj počutijo so Slovence, niso Slovenci, ne znajo slovensko, doma niso nikjer in tako, da so včasih so tudi tako malo brezdomci oziroma brez domovine so, ne, če so malo to nekako zgubili med tukaj. Pa še v mislim je država razpadla tista, s katero so se pa vendarle identificirala. Da mi damo misliti, ko na začetku filma Silo Čašin zelo lepo pove, da je to dom, ki mu nihče ne reče dom, ampak v resnici pa je dom. Župan je rekel, pojete domov. In oni so verjetno čutili, da grejo dejansko domov. Ampak jaz sem v bistvu bolj vprašanje zakaj. Se ti najdeš tam dom? V tem smislu kot pravega doma. Nekje, kjer se počutiš doma. Tako, ne. To je bil zame dom kot dom. Znam povedati, kaj eno zavetišče, kaj za živali, pač tam živijo, tam jim je fajn, jaz ne rečem, da ni bilo fajn, ampak to ni bil moj dom, ne vem, recimo banalno, posla ni moja posla, omara ni moja omara, v tem smislu. Koliko časa si bili tam? 3 leta. 3 leta. A v tem času si vedela, kaj se dogaja v celi stavbi? Mislim, se kje dotakne ta problematika, ki jo je Metod iz začetka začeli iziskovati, se pravi, vseh teh delavcev, ki so tam dobesedno životarili? Ne, v bistvu ne. Te, da kar rečem, Bosanci so bili vedno neprijetni, tam so stali pred blokom, kadili, glasno so govorili, kar je značilno za njih, tako da mi niso bili prijetni, niti nisem vedela, kakšne zgodbe imajo, s čim se ukvarjajo. Zdaj pa, ko gledam film 100krat in 100krat, so mi to, ful so mi simpatični, vidim, da imajo veliko dušo in ne vem. Zdaj bi drugače gledala, če bi bila še tam in ko bi šla mimo njih, po mojem bi jih še pogledala, pa se jim nasmejala verjetno. Tako kot zdaj, ko se srečamo na kakšnih produkcijah, je ful smešno. Kaj pa ta ekscentrična gospa, no si pogotovo opazila?
Meni se zdi, da so vsi opazili. Nikoli. Šele v filmu smo v bistvu skoraj vsi, smo prvič videli. Res prej nikoli, no, pol po tej prvi zmontirani verziji, pa mislim, da sem jo začela opažati. Včasih, kaj šla meni, prej pa res nikoli. Še kakšno vprašanje? Tam si tako zelo sem mišljala. Sam še mogoče to, ker se vam bo sicer čudno zdelo, ampak v resnici ta gospa je ena, če govorim o 3. in 4. nadstropju, ena bolj finih ljudi, ki tam stanujejo. Žal, ne res, morate vedeti, to je tako, da je to dejansko v 3. in 4. nadstropje sta postala zdaj neko nenavadno odlagališče, kako bi rekel. A veste, ta dva direktorja takrat sta oddajala Vegradu, so pridali sam delavcem, je bilo to enotno. Potem je pa to gradbeništvo propadlo in je tudi njun posel malo zašepil. In sta šla in sta malo nekatere sobe malo predelala v nekakšne kobajagi garsonere, tudi Renata živi v eni taki sobi. Zdaj pa tam, ker bi ta pač vsak svojo firmo, ker sta prek firme kupila seveda to, in ona da tudi zdaj lahko poslujeta pa izdajata račune in dosti delata z centri za socialno delo tudi. In to je tudi razlog, da se noter pojavljajo zelo različni ljudje, ki pa niso želeli pred kamero, pa mogoče tudi boljš, da nismo šli v to. To pomeni tudi verjetno, kaj ni srečevala in ne ve, ko stopiš v ta samski dom, vidiš, ko stopiš zdaj noter, vidiš garnituro otroških vozičkov, pa misliš, da je to cool, da je fakt, zdaj se je po življenju prišlo. V resnici so narkomanske družine, ki so to, kot center za socialno delo v določenem trenutku pač mora poskrbeti za njih, za narkomane, to pa je v tem primeru, če se zgodi otrok. In potem pač je tle način, da jim dajo neko to mini garsonjerico. To je v bistvu ena soba, ki pa ima noter še tuš, reci. Tukaj je recimo en krasen tip Bojan, ki se je rodil na začetku ulice v svoji rojstni hiši, potem pa je svoje življenje prodal Angelu alkoholu in je končal na drugem koncu. Prek spet center za socialno delo njemu plačuje sicer samo posla in pač živi tam. Potlej je kupica zelo različnih deložirancev, ki so jih tako drugače vrgli ven, pa spet morda center za socialno delo poskrbi za njih. Tako da je to, tisto nadstropje zgoraj je zlo in potlej pa še ena kategorija ljudi, ki pa jih tudi bilo zelo težko spraviti pred kamero, oziroma nemogoče, to so pa ljudje, ki najemajo poslo za čez noč. Posla stane 5 evrov, to je za ljudi, ki res nimajo denarja, ki pridejo v Ljubljano. In to se med temi fanti ve, ko nimaš kam, imaš pa še 5 evrov, potem greš tja gor prespat v 3. ali pa 4. nadstropje. In spoznal sem jih pa zelo veliko za tega, ker tista soba, ki sem jaz imel v kleti, jaz sem v kleti sobo, je bila ravno tako čelno po hodniku, ki se prišel in so ljudje, ki so iskali prenočišče, vedno potrkali na moja vrata, misleč, da sem jaz hišnik. In sem me sprašval za sobo. Pol hišnik, ki je bil pa tam čez hodnik, mi je pa naročil, da jih moram vse odgnati, oziroma vse poslati do 3. nadstropje in mi nimamo sob. Kao pa so bile, ne, ni to ne. On se ne bo s tem ukvarjal, ker je rekel, da to samo na rjuhe pokradejo pa grejo. So pa prihajali zelo različni ljudje, tako tudi Albanci, Romuni, Bolgari, ne vem, zelo različni ljudje, ki niso sploh, da ne znajo nobenega jezika, so sorte ljudje. To so pa, se pravi, tisti enonočniki, ki prispijo in so praviloma tudi v nekem transferju tem fleksibilne delovne sile na sever. Ker to je pa zdaj zelo razvita industrija v Sloveniji. To je pa vrhunsko dodelano in odlično pomaga Sloveniji izboljševati statistiko brezposelnosti, ker se pač pošilja ljudi, sam da grejo v Nemčijo, pa tudi in so firme, ki imajo blokiran bančni račun, ki imajo 300.000 evrov dolga do države, predvsem v imenu neplačanih prispevkov, ampak lahko gre na zavod in zaposli delavca in ga jutri pošlje v Nemčijo in grejo. In se natančno ve, da ti delavci ne bodo plačani, vsaj ne na bančni račun, da prispevki gotovo ne bodo plačani, zaradi tega, ker čim bi se zgodil
promet na tem blokiranem računu, bi šlo to najprej na tistega, ki je dal to izvršbo. In to je vse v redu. In še Nemci v vsej svoji korektnosti lahko tukaj fino goljufajo pravila svoje, pravzaprav, ne? Ker oni omenjajo, delovnik tukaj bil recimo od 7 do 3 v boljših časih, ne? Tam je od 7 do 7, recimo v Nemčiji, ne? Če se prav spomnim. Ja, vse te fante so delali po... Ne, sam denarja v tema, ne, da Nemčija nima minimalne plače, ne, imajo pa minimalne urne postavke, ne, v gradbeništvu je 14 evrov, pa nas je pa 4, ne. In kad ti pošleš človeka od tukaj, ki pa še manj kot 4 malo, ne, Izet je en redkih, ki je še tle zaposlen, ima 3,80 neto, ne. In kad ti človeka pošleš gor in mu rečeš, dobil boš 8 evrov, blazno vesel. Sam on ne ve, da od 8 do 14 jih pa manjka 6, ne? Tistih 6 pa zasluži nekdo, ki samo pelje gor, pa tle zaposli ljudi. Seveda pa v zelo velikih primerih pa tudi teh 4 evre nismo izplačani. Habo, ful zaskrbljen zgledaš. To sem te hotel vprašati, v bistvu, glede na vzgojitelja. Mislim, a si se kdaj bal, recimo, da veš, ti skušaš vzgajati recimo otroke, ki vidijo iz problematičnih družin, pa s takšnimi drugačnimi težavami v takem okolju. A se daj z tega okolja, ki je dobrega potegniti? A si kdaj razmišljal o tem? Z tega, ki je gor pa dobro? Ja, recimo. Mislim, tako konkretno, da smo imeli dve lekcije v teh časih, ko se jaz tam delam, to je 8 let približen. To so take lekcije, da so dekleta prebežale, ne, ko jo, 2 dni je bil full fine, kaj pa zdaj, ne, pa 20 let starejši, ne. To je to lekcija, ki je pač mogla dekle na nek način pri svojih 17 ali pa 16 čez. Je pa tako, na to ti omenil, hiša ima 3 vhode, 2 vhoda sta od Ministrstva za šolstvo, torej od mladinskega doma in naš, en je s sosednje strani še zeleni tir, ta glavni vhod je pa pač za celo hišo. In to je bilo s tem namenom narejeno, da na nek način smo avtonomni. Mi smo to nesrečo, da od spodaj so živeli 3 zelo agresivni, tudi z veliko težav z alkoholom, kjer smo mogli včasih kar malo po prstih hoditi, zato da smo imeli mir, bolj ško, kot se zapletati skozi, ker na nek način smo prišli na špuro in pol se mi zdi, da je cela ekipa naša imela malo predsodka, pa malo distance. Nenavaden je to, ne, da zdaj, ko smo se srečali recimo v Portorožu na filmskem festivalu, pa smo videli celo ekipo, ne, oni nas, mi njih, Renate ni bilo, če ne spomnim, ne. Ampak vsi smo videli film, pa jaz sem začel zdaj te gospode pozdravljati, ko sem na nek način malo benevolentna, pa tako nekoč komšija je, ne. Pa tako me malo čudem pogledal, ne, tako da se ne prepoznamo, no. Mislim, da bo šlo življenje še zmer malo v to smer, ne, da bo oni ta sreden del, mi bomo pa ta levo, pa ta desno. Ok, še zadnja priložnost za vprašanje, potem pa bomo čas zaključili. Res vsem trem iskrene čestitke za srčnost, za čudovit dokumentarc, ki ne obsoja, ampak res samo pove tako, kot je. In čudovito reče, kaj to je dom, da se lahko vsak malo zamisli, kaj ta beseda zares pomeni. Vsaj jaz osebno sem o tem zelo veliko razmišljal, potem, ko sem prvič videl dokumentarc. Upam, da se debata nadaljuje lahko še v predvedju, kjer smo pripravili Kozaček ali 2. Za 3 goste pa predlagam še na glas.